Enkrat je Grega Skočer, moj bivši sobendaš, rekel BB, blišč in beda glasbenega posla. Tok denar je začel prihajati z glasbe, da sem videl, da lahko tega živim. Zdaj, kaj pomeni, tega živim? Jaz lahko da preživim, plačam položnice, imam za hrano, treba je pa še vlagati v nove izdelke. Niti v glasbo, niti v fuzbal nisem šel zato, ker sem videl denar. Meni je fuzbal všeč zato, ker mi je bil res všeč. In mi je glasba všeč, ker mi je res všeč. Mene so v bistvu poslali kot geodeta, da sem meril tunel. Jaz sem tunele meril, tunel Golovec sem, jaz rečem meril na štajerski avtocesti. Kaj vse ljudi ne vejo. Ja, na štajerski avtocesti sem delal tunel Golo Rebro in Pletovarje se takrat, ko se je delal ta avtocestnik. Se pravi, jaz sem bil 5 let na tunelih, sem dajal smer, da so prav kopali. Si moraš misliti, ne? Jaz. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Investitorka v Prani s Katarino Matejčič. In kot sem rekla, ne bomo gostili samo žensk, in ker je december, gostimo moškega in gostimo glasbenika. Danes je z mano Miha Guštin. Gušti, lepo pozdravljen. Lepo zdrav, Gwen. Vedno imamo najprej na začetku tako nagradno vprašanje oziroma tricky question. Tricky question. In tricky question za tebe je, ali je družina Guštin v glasbenem svetu to, kar je družina Prevc v športnem, in sta zdaj moška že pokazala, kaj znata, in zdaj pride na vrsto Maja in bo na koncu največja zvezda od vseh, tako kaj je Nika pri Prevcih. Jaz srčno upam, da bo Maja zvezda v kakršnem koli pomenu, ali bo to v glasbi ali pa kjerkoli drugje. Nisem šel namenoma v to, da bo sin Kristus glasbenik, tudi on do 14 leta ni kazal nobene želje po glasbi. To je pol se na glavo obrnil, tako da bi mi to načrtno šli v to daleč od tega. A smo mi družina Prevc v glasbi? Ne vem, se pravim. Maja kaže, kakšne? Maja igra kitaro, hodi na ure. Nima pa še benda ali pa se ukvarja z glasbo, ampak da bi pa mogoče resno stopila v glasbeni svet zaenkrat, ki zdaj par dni nazaj dopolnila 16, ne bi si upal trditi ja, niti ne. Okay. Da pa greva zdaj v glasbene vode in posel, pa začneva od ozadij, pa bo potem čez celo debato razložila to, kar bom zdaj vprašala. Vsi vidimo glasbo kot blišč, koncerti, prepoznavnost, fenice, oboževalci in je to res glasbeni posel, seveda predvsem v Sloveniji. Mislim, lahko je vse to, ni pa samo to. Enkrat je Grega Skočer, moj bivši sobendaš, rekel BB, blišč in beda glasbenega posla. V blišču je zmer tudi nekaj bede, da ti prideš do tega blišča, ki se tudi zgodi. Jaz sem šel tudi čez blišč, ampak sem šel tudi čez bedo. Ne vem, glasba je pač tak posel, bom rekel, dosti nomadski. Pride včasih val, pa te res nosta val. Pa pride pa del, ki ni vala. Kaj te na obalo zapelje. Kaj te na obalo zanese in je pač spet... V glavnem, moja izkušnja v glasbi je, da je borba non-stop. Torej tako kot vsak drug biznis. Točno tako kot vsak drug biznis. Če hočeš obstati, je pač treba delati. Jaz sem skozi življenje opazil, da imam ta talent. Meni ga niso starši povedali, Miha, ti boš pa glasbenik. To sem pač odkril sam skozi to, da sem šel čez vse te faze moje glasbene. In ko enkrat začne dobiti tok denar je začel prihajati z glasbe, da sem videl, da lahko tega živim. Zdaj, kaj pomeni, tega živim? Jaz lahko da preživim, plačam položnice, imam za hrano, treba je pa še vlagati v nove izdelke. In seveda je treba pač ta denar, ki ga dobiš od glasbe, ga je treba pač vrniti v glasbo nazaj. Moraš plačati producenta, studio, glasbenike, potem so tukaj videospoti, pa so to, mislim, pri videospotih pol pride cela kupica ljudi, ki sodelujejo zraven, in to je v bistvu vložek za ti, lahko sploh nekoč enkrat spet prideš na te platforme, kot je YouTube, da prideš na televizijo, da pridem, rečemo k tebi,
v oddajo. Ne. Zato jaz delam in vlagam v to, kar delam. Se pravi, jaz, če hočem posneti komad, moram vložiti producenta v studio, glasbenike in etc. Okay, da greva čisto od začetka. Začel si s tamburico v 5. razredu, nekaj takega. Ne? Potem si bil v orkestru Mandolina in v srednji so prišli v bistvu Bigfoot Mama. Rekel si, starši mi nekako niso usmerjali to, niso rekli, boš glasbenik, pa vendarle kot otrok si sanjal o tem, da boš glasbenik, ali si hotel biti, ker si strašen fuzbal fan, si hotel biti fuzbaler, torej nogometaš in si tle videl, ker je tudi kar nekaj denarja tam, ne? Ja, ampak niti v glasbo, niti v fuzbal nisem šel zato, ker sem videl denar. Meni je fuzbal všeč zato, ker mi je bil res všeč in mi je glasba všeč, ker mi je res všeč. In jaz sem si nekako želel s tem ukvarjati. Ali bom nogometaš, ali bom pač nek glasbenik. Ampak ne v smislu, ker je bila takrat v tistih časih vzgoja taka, da pač glasba je lahko samo za hobi. Meni starši niso rekli, bod glasbenik. Daleč od tega. Glasba je bila v mojih časih, ko sem bil jaz mulc, nisem poznal glasbenikov, ki so od tega živeli. Nisem poznal. Tudi tako, da nisem imel predstave, da od glasbe sploh lahko živiš. In sem ampak sem imel pa tokrat glasbo, da sem hotel biti skozi v stiku z glasbo in sem pač glasba je bila skozi zraven mene, tako kot je bila zraven mene, ne vem, postelja, tako kot je bila televizija, tako kot je bila glasba del mojega življenja, ampak nisem niti najmanj si mislil, da se bom lahko tega preživel, da bom kdaj sploh napisal svoj komad tega, to sem jaz odkril šele kasneje. Glede na to, da si hodil na srednjo gradbeno, kdaj si ugotovil, da hočeš biti glasbenik? Jaz sem končal srednjo geodetsko šolo na gradbeni šoli. In ko sem končal srednjo geodetsko šolo, sem pač šel v vojsko v JNA in ko sem se vrnil, sem šel tudi na faks, na geodezijo, ampak ta faks je bil v bistvu res težek. Ne? In glede na to, da sem jaz srednjo šolo naredil samo zato, ker sem, ne zato, ker sem sploh, nisem vedel, kaj geodezija pomeni, ko sem končal osnovno šolo, ampak sem šel tja, ker sem pač imel uspeh temu primera. Nisem mogel z uspehom, ker sem ga imel ne na ekonomsko, ne na, ne vem, družboslovno ali pa naravoslovno, se je takrat rekel. Sem šel pač na geodezijo in sem to naredil. In ko sem začel delati kot geodet, ker pač pri 22-23 sem mogel začeti nekaj služiti denar, sem jaz to počel, ampak nisem bil nikoli ful srečen v temu, nikoli nisem to materijo pojedel, da bi res z veseljem to počel. Ampak sem pač glede na to, da moraš nekaj denar zaslužiti, sem pač to delal 5 let, sem bil geodet. Mene so v bistvu poslali kot geodeta, da sem meril tunele. Jaz sem tunele meril, tunel Golovec sem jaz meril na Štajerski avtocesti. Vidite, kaj vse ljudi ne vejo. Ja, na Štajerski avtocesti sem delal tunel Golo Rebro in Pletovarje, se takrat, ko se je delal ta avtocestni križ. Se pravi, jaz sem bil 5 let na tunelih, sem dajal smer, da so prav kopali. Si moraš misliti. Niti enega komada na tunel. Ne, sem pa na teh gradbiščih, v teh kontejnerjih, marsikater komad iz prve plate Bigfoot Mame je bil pa rečemo tam narejen. Med tem časom sem jaz že imel seveda band, ki smo igrali okol, bili predskupina Odločina in sem začel pa s tem se ukvarjati, da sem začel pisati komade. In na gradbišču je rad kakšen komad, rečemo. Ne? Zdaj se ne vem točno kjer, vem, da ker sem čakal, da bom šel, ker v tunelih so pač ciklusi, pol minirajo in pelejo ven material, takrat ne moreš delati. In pol, ki jih ni noter, greš ti lahko meriti in daš smer. In pol moraš spet hitro ven, ker minirajo in čakaš, včasih čakaš. In to je tistmu ciklu čakaš v tistmu kontejnerju in pač, če nimaš kaj delati, sem jaz pač pisal, pač tekste sem delal. Torej, kdaj si dejansko lahko začel živeti v glasbi? Rekel si, delal si to od 22. Od 22. 23. leta sem 5 let delal, tam 27. leta, 28. leta sem jaz v bistvu videl, da lahko od glasbe, takrat med tem časom smo mi z Bigfooti rasteli in v bistvu na terenu dobili neko ceno, igrali smo skoraj vsak teden in sem prinesel v bistvu več denarja domov, ko je imel moj foter plača, pa ni imel. Ne? In potem sem jaz videl, da lahko v bistvu jaz od glasbe živim. Jaz nisem šel, nisem šel to kampansko, da bom jaz, zdaj moram pa, da bom pa hočem od glasbe. Jaz sem videl, da lahko. Jaz sem v bistvu v glasbi šel štengo po štengo. In kdaj,
zdaj ima že 40 let, 41 let, tako rekoč kariere. Kdaj v tem ciklu si imel največ denarja? Zelo kmalu potem, ko si začel od tega živeti? Ja, dosti kmalu. Pa ni bilo zdaj, ti si govoriš, da je to mnogo denarja. To je denar, ki lahko preživiš. To niso zdaj milijoni, da ne bomo zdaj ljudje mislili, da so to milijoni. Ne, preživeli smo se dokaj solidno. Lahko sem si kupil, rečemo, stanovanje, takrat niso bila toliko... Ni bilo 5000 evrov na kvadratni meter v Ljubljani? Ni bilo takih cen. To so bili časi odšpilov, ko sem za časa Bigfoot name, za časa, ko smo špilali, se je kar fajn zaslužil. Pa potem, ko so prišle avtorske pravice v igro, za časa Gušti in Polona, takrat je, ko so se začele dejansko avtorske pravice pobirati posod, kjer se dejansko javno glasba predvaja. Kdo vas kot glasbenike, če vas sploh uči, kako delati z denarjem? Nihče. Kako upravljati? V končni fazi ste zelo podobni kot športniki, ne? Relativno mladi, pride nek boom. Ne? Lahko ta boom traja, ampak lahko pa tudi ne. Ja. Vam kdo pomaga? Vam kdo reče, glej, trajalo bo leto, 2, če boš imel srečo 5, 10, 20, ampak dej pametno zdaj s tem upravljaj. Dej neki nastan. To te nihče ne pove. Mi smo imeli sicer enega menedžerja iz Cerknice, Toplaka, ki je govoril, dajte zmer 10% za hude čase. To, kar zaslužimo. Ampak če si malo razumen človek, veš, da so te uspehi ne trajajo ful časa. Ne? Dejstvo pa je, da ko imaš nek uspeh, zdaj napadeš ti v sekundi na nulo. Ne? Mogoče nisi zmer čist na vrhu, pa gre krivulja za 2-3 mesta dol, ampak še zmer igraš, še zmer imaš neko ceno, ne gre čisto nulo. Nikoli ne gre čisto nulo. Ne? Je pa res, da če pa ti to zapraviš, ne? Če jaz takrat ne bi kupil stanovanja ali pa karkoli, takrat, ko sem lahko, kasneje dvomim, da bi lahko. Ko pridejo te amplitude, ki pač se samo preživiš, nihče ti to ne pove. Torej, nihče vas ne uči, menedžer ne pomaga pri tem. Ne, ker je menedžer... Denar dobiš na račun in to je to, zdaj pa z njim naredi, kar hočeš. Točno tako. Zdaj moraš ti sam pri sebi biti toliko zaveščen, da veš, da ne moš vse zapraviti, da je treba pustiti nekaj za videospote, za snemanje naslednje plate, za vlaganje v naslednjo plato, v naslednji projekt, zato da bo to lahko spet trajalo. Če ti vse zapraviš, potem... Mislim, moram pa tudi reči, da poznam vsi te moje kolege, vsi nekako... So relativno pametno. Relativno pametno vlagajo v svoja avtorska dela vnaprej, tako da... Niso torej to garaže velikih avtov, tako kot za NBA športnike pravijo, da velik del jih bankrotira, ko je konc kariere. Ravno zato, ker niso navajeni, grejo sem, potem je en dan, za razliko od glasbenika, konc, ne more se. In oni so navajeni imeti vilo za par milijonov, neki avto in ko pač... Pri glasbenikih še posebej v Sloveniji ni teh cifer. Da bi ti lahko, zdaj imam pa 4-5 milijonov na računu, zdaj pa, ne vem, vilo v Portorožu, ne bom je kupil, bom kar plačeval. Razumem, to mogoče ni najboljša primerjava. Glasbenik, jaz ko računam na letni bazi, koliko dobim od avtorskih pravic pa od špilov, pa sem tukaj kot nek učitelj ali pa kaj takega na mesec. Ni zdaj to, ne govorimo res o ne vem kakšnih zneskih. Preživim se, ampak sem srečen jaz. Je pa res, da imam razpredelnico, imam na vse izstavljeni računi, vhodni, izhodni, to pač... Torej zelo slediš in si konzervativen upravljalec osebnih financ. Seveda. In ni denarja na roko, vse gre prek računov, davki se plačujejo. Za leto 2025 imam po mesecih, koliko sem dal ven, vse to imam v fajlu. Tako da jaz spremljam svoje, vem, kaj si lahko prvoščim, kaj si ne moram prvoščiti. In to delam že leta. Koliko je pa važen dober menedžer za finančni uspeh skupine glasbenika? Je to pomembno ali
band naredi band. Ne, Če tako rečemo. band naredi band. Mal primerov je, ko so menedžerji naredili band. Jaz ti lahko povem, da sem v bistvu videl, rock and band je bil, rečemo, band, ki ga je, rečemo, menedžer velik za njih naredil. Ne. Ostali, v bistvu nismo imeli niti menedžer, ko v Sloveniji menedžerjev ni, premehna. So bookerji, se pravi, tisti, ki ti bookeraš špil. Menedžer je nekaj drugega. Menedžer je tisti, ki ti pove, tako glasbo rabimo, tako te bomo počesali, tako te bomo oblekali, pa še špile ti bomo zrihtali. Okay. Temu se reče menedžer. Tisti, ki ti pa zrihta špile, to je pa booker. Ki ti samo zrihta špil in vzame od tega 20, 10, 15%. In ti ne govori, kaj bi bilo potrebno, kaj ne. Se pravi, odvisno je od samega glasbenika, izvajalca, da sam sebi ve, kam spada, kakšno publiko nagovarja. Mislim, pomagajo ti. Jaz dolgo časa nisem vedel, sem mislil, da vsi mojo muziko poslušajo, ampak meni žena, ki se z muziko tudi ukvarja, pove, a ti veš, kakšno publiko imaš. In jaz kažem, ne vem, vsi poslušajo. Rekla, ne. Tvoja publika so punce od 25 pa do 50 let. To so tvoja publika. Kaj si pa ti mislil? Jaz sem pa mislil, da je pač moja publika, vsem, ki je všeč moja glasba. Aha. A veš, jaz sem si predstavljal to in rekla, ne, ti moraš zdaj pri teh letih, ker nisi več 16 let star ali pa 17, ne, veš, da je tvoja publika, se pravi ženska populacija od 25 do 50 tukaj, se pravi punce iz javne prave. To sem enkrat prebrala, ja, ampak to je dobra publika, ni boljš, kot da imaš osnovno šolke. Super publika je. Ali pa da imaš zdaj, ne? Ne, tako te bom čisto kaj bi si kot moški želel drugega kot publika od 25 do 55? Jaz nisem rekel, da imam karkoli proti, jaz sem mega vesel, da imam to publiko. Se je tudi druga publika, niso samo ženske, ampak pride z možem. Pride z možem, seveda. Je pa res, da moraš vedeti nekaj, da je mularija tista, ki je najbolj dovzetna, da hodi v petek zvečer ven ali pa hodi na špile. Punce od 25 do 50 let moraš narediti poseben dogodek, da prepeljajo moža sabo. Ne hodijo kar na neke špile brez veze. Okay. Sama po sebi veš najbolj. Ne? Jaz sem mal specifična publika. Ne, ti si kar ta publika. Mislim, absolutno pašem v to skupino, zame ni treba jih posebnega špila narediti, da bom šla ven. Ga pa z veseljem, tako da zdaj sva zmenjena. Kater del, rekel si, imaš tabelo, imaš vse vodiš, kater del v bistvu v glasbenem poslu prinaša največ denarja? Ne, včasih so bili tudi še CD-ji, pa so ljudje to ful kupovali, pa umetnosti koncerte, pa seveda so pravice. Kaj v bistvu je tisto, kar nosi denar? Morda celo, ne, včasih kdaj slišimo, da ljudje največ zaslužki ali pa najbolj plačeni so ljudje, ki pišejo glasbo, pa noben za njih sploh ne ve, recimo. Ravno zdaj sem videla nekega Šveda, ki ima največ komadov. To so avtorske pravice, ja. Torej, kater del glasbe nosi v tem trenutku največ denarja? Pravice pa živi špili. Pravice živi špili. In če si popularen, pridejo tudi sponzorji, pa ti sponzorji pridejo vsake tok časa kakšen velik sponzor, pa se lahko zmenijo za kakšen dober deal. To ni vsakoletno. Ne. To je pač. Če veliko igraš, tukaj je denar. Če se ti komadi vrtijo, če imaš veliko komadov iz časa, kako imam jaz Bigfoot Mama, Biguštin Polona, ki so še zmeraj prisotni na radijskih postajah, povrtijo še nove, pol pride tudi pravice in če je to vse skupaj, potem je to vse tega da preživeti in lahko tudi, bom rekel, vlagaš pametno, ne zdaj, da daš 10 ur za en spot, ki ga toliko nimaš, ne, ampak pametno vlagaš v to. Govorim ti zgolj izključno iz mojega aspekta, finančnega aspekta. So kdaj tudi CD-ji, včasih še kasete, verjetno pol najnih gledalcev in poslušalcev ne ve niti, kaj kaseta je. Je kdaj to denar nosilo? Zdaj se dobiš vsako stvar posod, pa pretočne vsebine, pa ne vem kaj, ampak včasih verjetno so tudi CD-ji. Ampak včasih so na CD-jih pa na kasetah služile predvsem založbe. In ko so založbe služile, so lahko tudi vlagale v band. V band, ki je nosil, pa zdraven še kakšen band,
ki so pričakovali, da bo enkrat nosil. Se pravi, so vlagali še v kakšne bende, ki so šele začeti, ki niso prodajali. Takrat so založbe živele zelo dobro in to je bil denar, ampak se pravi, ta denar je šel predvsem založbam. Ampak posledično so založbe vlagale v bende. Založbe so plačevale spote, založbe so plačevale studije, producente, glasbenike, ker so lahko. Ko so CD-ji, ko ni bilo več CD-jev, zdaj je založniški biznis drugačen. Ne. Kako se pa deli recimo posel? Omenil si, imaš menedžerja / bookerja, imaš producenta, imaš tekstopisca, nekateri ne pišejo sami svojih komadov. Kako se, imaš roadija, imaš, ne? Kako se nekako ta denar, ne vsi misle, tam je band, gor, frontman, neki, ampak v zadnji je še veliko ljudi, ki skrbi za to, da stvar funkcionira. Kako se pa tle nekako denar deli, rekel si založbama, zdaj pa popolnoma drugačno vlogo, kot je imela včasih? Včasih se založba ni prhakljala na koncerte, zdaj se. Zato, ker zdaj CD-ji več ne nosijo in morajo pač zdaj moraš delež avtorskih pravic pač prepišeš tudi, govorim delež, ne vse, seveda delež. In tudi en delež od zaslužka iz koncerta največkrat pade tudi na založbo. Ne. Tako da založbe lahko še zmeraj obstajajo zaradi tega, še zmeraj neki vlagajo v bende, ampak ne več take zneske. Dejstvo pa je, da vse založbe, ki so tle, dobijo tudi neke avtorske pravice, delež avtorskih pravic tuje glasbe, ki se vrti v Sloveniji. Se pravi, oni so zastopniki Universala za Slovenijo, zastopnik Sonyja za Slovenijo. Vsi te, ki pač dobijo avtorske pravice od teh velikanskih založb, oni lahko hranijo nek delež. Tako da založba še zmeraj lahko obstaja zaradi pravic. Večkrat sem omenila pravice, si avtor najbolj znanih komadov Bigfoot Mami in verjetno vsi, ki smo malo bolj rockersko usmerjeni, nam najljubših slovenskih komadov, ne, od Let Severa, Črn tulipan, Mala nimfomanka in podobno. Kateri je tvoj najljubši in kateri je bil v bistvu finančno najbolj uspešen? Če lahko to vse, kar si naštela, Let Severa, Črn tulipan, Nisem več s tabo, Rola Garbage Hip Hop med nogami, Tatu je bil kar dober, se je dobro vrtel. Potem pa ti komadi tudi od Polone, vse to, kar si Makova polja, Mine leto, Vedno zame, D-dan, Moje sanje. Najljubši torej? Ja, to so komadi, ki so se res vrteli in se še zmeraj vrtijo, sicer ne več v takom obsegu kot takrat. In te komadi so tudi največ prinesli. Pa se da reči, ta je bil najbolj? Mislim, dobiš, recimo, ko dobiš denar od pravic, dobiš od vsega, veš, to, kad se je zavrtel, tam pa tam. Torej, katero od teh je bil najbolj... Vse te, ki sem ti naštel. Mislim, Let Severa, Črn tulipan, resmo za časa Bigfoot Mame, od Guštin Polona, Mine leto, Vedno zame, Makova polja, to, kar pač se še danes vrti, to so bili vsi najbolj tiražni komadi, tudi se strani pravic. To mi še danes prinese kakšen evro, ne? Takrat v tistih časih toliko več. In gledati moram, da pač še vedno delam naprej. Najslabše, če bi se jaz zdaj usedel na vse to, se bo še zmeraj vrtel. Izkušnja kaže, da vsi, ki so pač se usedli na te lovorike, pač so tudi te stari komadice začeli manj vrteti. Se pravi, skozi moraš biti v pogonu, da si skozi tukaj nekje, da jih spomniš nase. Da jih spomniš nase, da se še komadi, ki si jih nekoč so se vrteli, da imajo še zmeraj neko prisotnost. Ko bom enkrat pred, 70-ih šel v penzijo, ko bom nehal, bo tudi cel moj repertoar po vsej verjetnosti se mnogo manj začel vrteti. Se da v Sloveniji samo od tega živeti? Ne? Poznamo fulejnih filmov je narejenih, dejansko obstajajo bendi, ki so imeli en komad. Ja. In včasih celo pravijo, da celo potomci še dobivajo. Ja. Se da pri nas samo od tega živeti? Jaz mislim, da je kdo v Sloveniji, ki bi recimo ima toliko enih avtorskih dobrih komadov, ki se vrtijo 30, 40, 50 let, mogoče še kakšne popevke. Ja, jaz mislim, da bi potomci, Davija Sepe ali pa Davija Hruševarja, ki je napisal Dan ljubezni, pa Dušan Velhavar, ki je napisal besedila za pretežen del teh popevk, da potomci še zmeraj dobijo nek denar. Ne. Je pa res, da
zdaj smo našteli ljudi, ki so samo pisali. So pisali za Hazard, za druge. V teh časih, ki sem jaz živel, izvajalci pišemo predvsem za sebe. Bigfoot Mama piše zase, Siddharta piše zase, Magnifico piše zase, Mi dva pišejo zase, Dan D piše zase. Včasih, ko so bile pa pevke, so pa drugi pisali. Tako da tukaj se je ta ozadja, ni več toliko teh songwriterjev, ki, bom rekel, v pop-roku je tako, mogoče v narodno-zabavni sceni drugače. Vem, da Rok Lunaček piše, da je svoj čas pisal full tekstov za narodno-zabavne, pa to bo ta pop. Ne. V moji sceni te izvajalci, ki sem jih prej naštel, ne rabijo se obračati na druge ljudi, ker se sami znajo pisati komade. Ne. In oni to dobijo pravice. Koliko se lahko za eno uspešnico zasluži? A se da to povedati? Ne, to je zmer triki, koliko ti en komad prinese, ne veš. Ti ne veš, pa vsak let se ful spreminja. Okay. Ker je ful različno, koliko si prisoten, če imaš rečemo dejansko kakšen hit, to se ti seveda pozna, sam pol takoj naslednji let se ti pozna pol v minus. Ne. Ampak o kakšni zneski govoriva? Deva mal, prej si rekel, to niso milijoni, deva povedati, a so to nekaj 100 evrov, je to nekaj 1000 evrov, je to nekaj 10 000 evrov? A dober hit ti zna prinesti tam do 10-15 evrov. Na leto? Ja, če je res hit, da ga kot Vijolice ali pa tako, ne vem, to je res, ampak mislim, še vedno ne moreš od tega zareživeti, ker to je še vedno jurje na mesec. Ne, govorim, ampak moraš imeti še ostale, če hočeš še ti preživeti, moraš imeti ogromno komadov, ki so prisotni na radijih. Ni to, ne govorimo, jaz ne vem, koliko ostali zaslužijo, ker mi si ne kažemo izplačilne listke od Sazasa, ne? Ja. Ampak jaz vem, da vsi te bendi, od Dan D, Siddharta, Tabu, Magnifico, vsi dobijo denar od svojih komadov. Vsi dobijo, ampak govorim, to so pač zneski, s katerim lahko določeni avtorji, rečemo, da je v Sloveniji 100 avtorjev, ki lahko preživijo tega. Govorim, preživi. 100 avtorjev. 100 avtorjev, rečemo, da jih je 50 avtorjev po roku, 50 pa v narodno-zabavni. Tako nekako 100 avtorjev preživi, pol ima še 300-400 avtorjev, ki dobijo neko vsoto na letni bazi od avtorskih pravic. Pa so te avtorji, ki so samo, imajo kakšen procent pri kakšnem komadu, ki pač dobijo po 100 evrov, ali po 300-500 evrov. Ampak 100 avtorjev, mogoče kakšni 120, pa dobi nek denar, ki težko ti govorim, kakšne so to cifre, ampak prej sem rekel... Vsekakor niso milijoni. Daleč od tega. Ne, daleč od tega. To je pač, učitelj ima, ne vem, plačajo 1400-1500 na mesec. Rečemo, da jaz lahko cerka tukaj med 1500 pa mogoče do 2 jurja, odvisno od leta. Kaj pa koncerti? Prej si rekel, pač kombinacija. So koncerti še to, kar so bili včasih? Ja. Ne, ko rečeš pri nas, da imaš turnejo, kar malo smešen, ko greš pač z Ljubljane na Vrhunko, pa z Vrhunke, ja. Ne vem, v Celje, pa z Celja v, ne vem kaj, Konice, ne? Ni to turneja, kot ima nekdo drug. Ne? Ne, pač, ne. Je to, recimo, denar? Sploh, ko imaš cel band, pa imaš roadija. Je denar, ampak spet niso milijoni. To je pač dodatek k temu. Se pravim, če si avtor in da imaš pravice od Sazasa, če si avtor in ki imaš band, pa da veliko igraš, pol se pa to plemeniti na več. Pa ni več samo zgolj preživetje, pa si pa še kaj več prvoščeš, pa mogoče boljši studij, pa boljši videospot. Pa ne vem, ne greš v Istro na morje, pa greš, ne vem, v Kalabrijo, razumeš, ne? Na koliko časa je pa treba ustvarjati, da nekako te ne pozabijo, kot si rekel, in da nekako imaš ta reden krog? Skozi moraš biti prisoten. Jaz mislim, da single na 7-8 mesecev mora biti en single od zunaj. Koncerti? Kaj je? Vsak let imaš lahko tudi kakšen let pauze? Lahko. Jaz v bistvu koncertov nimam veliko. S Tomijam, rečemo, dosti igrava ta duet, kamava. Čeprav na zadnje sta bila poleta, ne? Avgusta Ja. sta imela. Ja. Lahko si narediš pauzo. Jaz mislim, da se rečemo Siddharta, zdaj po Stožicah. Si lahko za nekaj časa vzame pauzo.
ker so res naredili super koncert in vsi, ki pač delajo te velike koncerte in če je polno, potem si lahko za nekaj časa pauzo vzameš. Koliko časa? Kaj je to, leto, 2? Odvisno, koliko si potraten. Ne, leto, 2, mislim, da ne. Ni toliko časa, pa zdaj mene ne bo. Ne moreš zginiti. Ne moreš zginiti, moraš biti prisoten, pa tudi, če si glasbenik, težko, da ne bi ustvaril. Imaš željo, potrebo po ustvarjanju in imaš željo, da se to tudi sliši. Ti greš lahko, ne vem, za 2-3 mesece nekam, te ni nikjer, pa imaš, mislim, saj jaz gledam se, pa imaš željo prijeti kitaro, pa kaj ustvariti, pa to seveda tudi pokazati publiki. Če si glasbenik, ne. Vsak glasbenik ima željo nastopa. Absolutno, zato si omenila sva že tvojega sina Krisa, ki je v Joker Outih. Ja. Ti si na sceni 41 let. Kaj se tebi zdi, da je glavna razlika, zdaj, ko si videl, kako so oni se v nekaj letih res povzpeli, celo malo po tujini igrajo in podobno. Kaj je glavna razlika, recimo, če primerjamo Bigfoote pa Joker Oute, v bistvu zelo enako velika momenta in boom in popularnost, moški band, več ljudi, ni samo pač kričeče najstnice. Kričeče najstnice. Kaj je glavna razlika, kaj ti opažaš? Glavna razlika je to, da so oni vedeli. Oni so že v štartu vedeli, da hoče biti to, kar so. Mi nismo vedeli. Vi ste igrali pač mi smo pač igrali zase in ko smo videli, da lahko zaslužimo kakšen evro, pa da smo ljudem všeč, smo šli tja igrati, pa so se nam tam vrata odprla, pa smo pol spot posneli, pa plato posneli. Mi nismo vedeli, da bomo kdaj sploh plato posneli. Jaz nisem vedel, ko sem že bil pri Bigfootih, ko smo samo priredbe igrali, nisem vedel, da bom kdaj komad sploh napisal. In prvi komad za Bigfoote si ti napisal. Ja. Ker sem prebrala nekje, da ste bili pred skupino od Perata Lušina in da ko si ga gledal, si rekel, ok, ne moramo igrati samo priredbe, ker če hočemo biti glaven band, moramo imeti svoje komade. Tako. In tako se je začel. Tako sem začel razmišljati, kako bi jaz pa zdaj napisal komad. Oni so pa kaj, dejansko se nekako sestavili in so rekli, mi hočemo biti veliki. Hočemo biti popularni. Ja, oni so šli že v štartu, se videli, da grejo. Niso tako zdaj z besedami, mi bomo pa velik band. Ampak vse, kar so naredili z namenom. Mi nismo tako usmerjeno šli v to. Ampak je to samo njihova razlika ali dejansko ne, pač to je generacijska razlika, plus tega, da imajo možnost neta. Net je, če si popularen, ti net res lahko pomaga. Ampak veš, koliko je bilo super, ker ni bilo neta včasih. Res, ampak smo imeli full plusov. Ampak jaz ti hočem povedati, ker je šel Črn tulipam ven, smo mi rabili pol leta igrati, da smo šele opazili, da so ljudje začeli peti komad Črn tulipan. Danes Joker Out izdajo plato, pa že naslednji dan v Križankah poje publika vse komade. Se pravi, to, kar se enkrat lahko širi in če se širi tako bliskovito, kot se je njim širila publika, se pravi, imajo to možnost, v bistvu sploh ne rabijo založbe in jo nimajo. Okay, torej, v bistvu ta razvoj tehnologije in kako viden si in kako hiter lahko priješ do poslušalca je glavna sprememba. Ampak ne smemo pozabiti, da so Joker Out neizmerno talentirani fantje. Da znajo pisati komade, znajo igrati inštrumente, izgledajo, ne? Se pravi, ni to samo imamo net, pa mi hočemo biti. Če ne bi bilo tle talenta, če ne bi bilo trdega dela, če ne bi bilo usmerjenega trdega dela, pa če ne bi bilo komadov, pa če ne bi bilo tega frontmana, ki ga imajo Bojan. Kdo pa njihove komade piše? Predvsem Bojan, pa tudi Kris. Mislim, delajo skup glasbo, ampak mislim, da je glavni avtor je Zihar Bojan, ampak aranžirajo pa vsi skupaj. Ne. Tako da fantje obvladajo svoje inštrumente, so vsi talentirani, znajo, točno vejo, kaj jim paše. Ko prideš na oder, znajo stati na odru, kar je velika. To pomeni, da že od majhnega so se znali postaviti na oder, da si videl, to bo pa band. Torej, misliš, da bodo obstali, tako kot so Bigfooti, tako kot so Siddharta, tako kot je ta ena generacija, ne, kot 30-40 let kasneje še vedno vsi delajo. Seveda ne vsi, ampak... Jaz upam srčno, da bojo, ker brez njih bi... Po Siddharti, pa po Bigfoot name, pa po Dan D, 20 let v Sloveniji ni bilo nobenega kitarskega benda.
Ni bilo. Do Joker Out, pa Murphy, pa Koala Voice, pa Jet Black Diamond. Ne. Začela se mi zdi, da je Vmes je malo gepa, ne? Ja, mislim, da je bolj DJ generacija takrat, ne, da so DJ-ji v bistvu prevzeli to neko protagonistično silo in ni nič narobe. Ne, pač. In pol dejstvo pa je, da so se, bom rekel, tam mali, spet šli, vzeli inštrumente, šli v garaže in žgali. S tem, da ni bil zdaj ta garažen sound, ampak oni so ratali ta bolj popiš, sofisticiran sound so prinesli na trg, kar je meni blazno všeč. Ne. Jaz sem šel iz Bigfootov predvsem zato, ker sem se naveličil tega garaženega sounda. In sem vesel, da mularije, niso več mulci, gledajo na muziko zelo široko. Včasih si mogel biti garažen sound, če si hotel biti cool. Ne. Danes nisi več cool, če imaš garažen sound. Ne. Pišeš glasbo tudi za druge stvari, ne? Skoraj vsi poznajo verjetno uvoden komad v našo malo kliniko. Jaz moram priznati, da sem ga tokrat slišala, ker ga pop še kar vrti v našo malo kliniko, da me kar malo strese. Pa za druge serije in to. Je mogoče tudi tlele nek denar, ne? Vsi poznamo serijo 2 moža in pol, ne? Ker Charlie Sheen živi od nekih džinglov, ko jih noben zares v seriji ne vidi, ne? Ampak on zelo dobro živi od teh nekih džinglov za reklame. Pa to. Je mogoče tle tudi denar kot glasbenik, tekstopisac, avtor glasbe? V avtorskem smislu ni toliko, ker avtorsko delo na audiovizualnem delu glasba ima manjšo točko na SASAS-u. Manj je točkovano. Ti dobiš, ko delaš recimo za Pop TV ali pa za RTV Slovenijo, ko delaš neko glasbo, dobiš nekaj denarja za to, da lahko to ustvariš. Se pravi, dobiš neko vsoto, recimo, bom rekel 3 urje, ampak od tega gre 1500-1700 za studije in za glasbenike. Ne. Pa sicer, če se to pol, ta komad prime, pa se vrti na radijih, je pol to neki denarja. Če se pa samo na audiovizualni, pa tam pa pol od prvic ni toliko denarja. Ne. Torej bolj enkratni znesek, ki ti pač tako želi, pa te plača, ni pa, da ti to prinaša na dolgi rok. Ti zmer primerjaš Charlie Sheen, a veš, z Ameriko, to so taki trgi. Ne, pač to ljudje vidimo, ne, jaz želim, da ljudje razumejo, kako je pri nas. Ni to tako. Tukaj moraš imeti in pravice, in špilat moraš, in delati muziko, da pač imaš neki denarje, da lahko normalno ali pa dobro živiš, ampak mora biti vse pokrit. Vse mora biti pokrit. Ne moreš ti samo od enega komada v Sloveniji. Ne vem, če poznam kakšnega, ki samo od enega komada živi že ful časa. Torej ne more biti Mili Vanili. Ne. Od česa pa glasbeniki živijo v pokoju? Sploh obstaja pokoj, ne? Ne vem, še vedno Predin, Lovšin, Kreslin, to še kar delajo, ne? Tudi prej so omenila Sepeta in podobno. Pač nekako se zdi, da ti najboljši glasbeniki nikoli zares ne grejo v pokoj. Da ustvarjajo tudi, ko učitelj gre v pokoj, glasbenik ne gre. Greste sploh v pokoj? Imate pokoj? To je ful dobro vprašanje, ker biti avtor pa glasbenik, to ni tako, kot da se zgaraš v rudniku. Ne. Nekdo, ki je garal v rudniku, se zgara in ne more več delati. Ne. Ti kot avtor, ki pač znaš svoje ideje spremeniti v tone, ki vzameš kitaro, to te lahko driva čisto do konca življenja. Ne. Dejstvo je, da ima vsak avtor pa glasbenik svoja zlata leta. Ne. Ampak če si res glasbenik, pač ti skozi neke ideje prihajajo in pač skozi hočeš biti prisoten. Saj tako je moje mnenje, jaz sebe ne vidim, da zdaj bom pa nehal. Ne vem, kdaj bo prišlo to. Ampak imate uraden pokoj? Seveda imaš uraden. Ti greš v pokoj, ti greš z leti, toliko časa si pač plačeval davke. Jaz imam status kulturnega delavca, nekdo ima firmo in plačuje in pač seveda greš uradno lahko v pokoj in dobivaš neko penzijo, ki pač ni neka blazna penzija. Ampak nobena ni, ne? Ne, nobena ni. Jaz upam, da bojo te moji komadi, moje ideje čim dlje bili toliko sveži, da bojo pač še zmer drivali publiko, pa ne sem prvo mene, pa še publiko.
lahko se enkrat nasitaš tega, pa rečeš dosti nam. Mislim, da je Tomaž Domicil rekel, ne da se mi več in ne ustvarja več. Ja. Ne. Mislim, da rečemo Mežek, ne vem, če še ustvarja. Rečemo, govorimo o teh starejših kolegih, ki so pri 70-ih, 80-ih, pol mogoče se ti res ne da več. Kaj boš o ljubezni pisal, iste komade, iste besede obračal. Mislim, jaz se imamo mi dostikrat problem, kaj sploh še povedati, ne? Da bo ljudem zanimiv. Kako torej skrbiš za svojo prihodnost in svoj pokoj, finančno gledano s tem, da boš ustvaril naprej, ali s tem, da dejansko denar obračaš, vlagaš, imaš kakšne investicije? Investicij nimam. Edina investicija je vase pa v družino. Ne, jaz pač, kot sem na začetku, ne vem, kaj bo čez 5 let. Delal bom glasbo, ker to po moje najbolj znam v svojem življenju, to najbolj znam in ne vem, zakaj bi delal karkoli drugega. Nimam nobenih, ne vlagam v investicijske sklade, vlagam vase, vlagam v svoje stvaritve in to se mi zdi za mene najboljša delnica. Torej nisi kakšen fan kripta ali pa kaj tazga, kaj je veliko Boh ne Slovencev. de, za mene velja, da če Gušti začne kupovati, ne vem, Bitcoin, pol morajo vsi prodati, kaj pol bo šlo dal. Tako da jaz nisem človek. Tudi to moraš spremljati. Jaz mislim, da moraš tudi to spremljati in če nisi človek, če ne spremljaš, dosti hitro stopaš na mino in to nisem nikoli začel ful vlagati v to, tako da, ker vem, da Če bi se dalo vložiti v band, ja, recimo Čokravte, a bi vložil? bi. Če bi recimo oni naredili firmo, pa bi rekli, hočemo solastnike, rabimo za turnejo, za video, za karkoli. Vi Tak zdaj band- vložite, pol pa pač si delimo. V tak band, kot so Joe Corral, bi absolutno probal vložiti karkoli bi imel, ne, od 500 ali pa do Jurčka, kar lahko. Ne, mislim, samo oni so tako smart, da tega ne naredijo. Oni pač so oni lastniki svojega materiala, so lastniki svoje firme, so lastniki. Tako da, če bo pa kdaj, oni bojo na borzi, ne? Bi pa priporočil, da je to band, v katerega se absolutno splača vložiti. Pa niso edini, ne? Rekel si pač, oni skrbijo za svoj biznis in podobno, ampak recimo sploh pri velikih imenih, pa da se spet vrnem na tujino, pa vendarle, lihka sem gledala film od Elvisa, ne? Ja. Me je presenetilo, kako te lahko človek, ki je tvoj oče in ti je tako blizu, tako zelo nategne, a ne, kot menedžer. Se dogaja to v Sloveniji, da menedžer ali je del družine, ne, ker ponavadi so najslabše zgodbe ljudi, ki so ti najbližji. A ne. Ja. In se jaz vsakeč znova vprašam, kako, pa ja, so pri nas kakšni taki primeri, da je nekdo se okoristil z denarjem. Ne? Se je. Ampak to so spet zneski, ki so. Jaz se za tak denar ne bi bil pripravljen skregati s prijateljem. Jaz osebno ne. In tudi jaz nimam teh izkušenj, da bi so nas z Bigfooti kdaj tudi nategnili za kakšno ceno, ko smo še nekam igrati. Se to dogaja, ampak da bi te tako bližnji tvoj sodelavc pelil na let, pa jaz takih izkušenj nimam. Mislim, se je zgodil za časa Bigfoot mame smo delali nek koncert in je pač delal nek model, ki nam pol ni izplačal tega, ampak to govorimo spet. Ampak to je bil samo en koncert. To je bil en koncert, ja. Jaz osebno, razen tega primera, ne poznam, mislim, nimam jaz tazga, da bi mene osebno nasuh pod pardon izrazu nategnil. Sem pa slišal neke zgodbe, da se je to zgodil, pa to zgodil drugim glasbenikom, ampak to spet za tak piškav denar, da jaz tega res ne splača se. No. Mislim, Dobro, Slovenci se kregajo za pol metra zemlje, tako da ne. ja, ampak tukaj ni zemlja v igri, tukaj je pač drugačna materija. To je vse odvisno od človeka. Mislim, pač veliko ljudi spoznaš pri tem, ne, da ja, mislim, pač moraš biti pazljiv, pa moraš imeti neko pogodbo in pač te bookerji, pa te menedžeri, ki so, morajo, ne vem, zato oni so, ker da se oni
kregajo pa dogovarjajo za denar, ker mi glasbeniki smo dostakrat naivni in pač verjamemo, da so vsi pridni in romantični in da je vse lepo okoli nas, ker mi smo, ne. Zato včasih dejansko rabiš bukarja pa menedžerja, ker oni so pač te morski psi, ki znajo plavati v teh vodah. Jaz osebno ne znam. Torej se ti ne pogajaš za ceno koncerta, kaj takega? Ne, mislim, mi da z bukarjem skupaj dorečeva, koliko mislimo, da koliko je naša cena na trgu in pol on trži mene. Ne pogovarjam se jaz, ker on je v teh vodah, on se s temi ljudmi druži, niti ni imidž, da se jaz borim za svoj denar. Jaz pač pridem, oddelam koncert, za denar se zmeni nekdo drug, ker tam pol so mogoče malo bolj, pa ni bilo dosti ljudi, pa je bilo dosti ljudi, mi kaj spustiš in pol so te dili med njimi in ki jaz se pač ne znam delati in tudi nočem se delati. Pa cena se določa na trgu, torej koliko je nekdo pripravljen plačati, ali se pogleda, koliko dobi nekdo, ki dela nekaj podobnega kot jaz? Ne, koliko je kdo pripravljen plačati za tebe. Ali pa za torej, če zdaj reče nekdo, jaz hočem imeti rojsten dan, pa bom plačal 10 jurjev. To so druge cifre, to ni cifra na trgu. To so ekskluzivni dogodki, da pride nekdo na rojsten dan in so tudi ekskluzivne cene. To pač ni ista cena, ki jo imaš ti na trgu, pa prideš nekomu domov na kavču za rojsten dan ali pa na piknik odigrati par komadov. To so res ekskluzivne cene in tudi to, ker so ekskluzivni nastopi. Ni isto, se rangirajo. Ne. Pa tudi na festivalu je drugačna cena, kot če prideš igrati za novo leto nekam, razumeš? Te bukerji to vejo. Tudi ti veš. Ampak to je drugače novo leto, nekaj velikega, kot 30. november. Tako. Za novega leta so 2-kratne ali pa 3-kratne cene, kot običajno. Kaj pa poroke, rojstni dnevi, pa spet posebni? Posebej, ja. To so te osebni dogodki, ki prišli nekomu na poroko 3-4 komade odigrati ali pa nekomu za 60 ali pa 50-letnico ali pa 40-letnico priješ. To so ekskluzivne cene, ker so ekskluzivni dogodki in je čisto drugače. Si imel kdaj kaj tazga, da je bil res dober denar, da je nekdo rekel, da je... Ja, 2 sta se poročila, še gospod župan jih je poročil in je nevesta častila svojega moža, ki ni vedel, da sem jaz prišel en komad moj odpet, ki je bil njemu neizmerno drag. Torej on je bil fan. On je bil fan, ni bila ona fanica. Jaz mislim, da je bila ona fanica. Ne, ona je svojemu predragemu častila Guštija, da sem prišel v poročno dvorano z akustično kitaro zaigrati en komad in to pač sem zaračunal, pač koliko se zaračuna in je pač plačala. A je kaj, kar ne bi naredil? Mislim, ne vem. Ni teh stvari, kar ne bi naredil, kar se glasbe tiče. Ne vem, če bi šel prepevati tuje komade, ki niso moji, razen od svojih kolegov glasbenih, ki jih neizmerno cenim, da bi šel jaz prepevati priredbe nekam. To ne bi več naredil, ker jaz pač igram in pojem sem komade, ki sem jih jaz napisal. Ne bi več priredb, koliko smo čas Bigfooti igrali, tega več ne bi naredil. Torej, za Bigfooti 38 let nazaj so se končale priredbe. Priredbe ne bi več igral pa pel, ker je pač tudi ti tudi v poslovni schemi se moraš enkrat odločiti, a boš igral samo svoje komade, pa boš na svojih komadih gradil, pa dobil neko ceno, ker če bo zdraven igral še priredbe, ne boš nikoli prišel do svoje cene. In se moraš enkrat odločiti, ok, priredbe nikoli več, zdaj samo še svoje komade. To je v bistvu poslovni model. To je en del poslovnega modela in vsi bendi, ki so včasih igrali priredbe, od Dan D do Siddharte, vsi so moji včasih igrali priredbe, da smo se učili igrati. Ampak pol, ko smo vsi videli, da naši komadi imajo efekt na terenu, da jih ljudje pojejo, da nas kličejo zaradi naših komadov, da nas plačajo, pol vidiš, prired več ne rabim. Bom pel samo še svoje komade in bo takrat naprej poješ samo še svoje komade. Cilji za naprej, plani, rekel si sicer ne vem, kaj bo čez 5 let, pa vendarle. Ne vem, kaj bo čez 5 let, pač delati glasbo, čim boljš narediti, upati, da bo tudi to ljudem všeč, da bom še naprej imel to zvesto žensko publiko, rečemo, ne.
In upam predvsem, da mi bo ta navdih še zmeraj služil, da bom še zmeraj imel kaj zapovedati, nekaj novega, ker je najtežje, da se odkrivaš na novo, ker nekaj, kar si že povedal, hočeš imeti drugačen zvok, pa hočeš ljubezenski song povedati na drugačen način. Pač ta nek navdih, da se ne bom začel ponavljati, rečemo, kar je dostikrat se zgodi nam, avtorjem, ki delamo komade, pač si prepoznavamo po svojemu zvoku. Ne. Super je, če se prepoznavamo po svojemu zvoku, slabo je pa pol, če padeš v nek pattern, ki se ti ponavlja. Tega se bojim, ne? In tudi me producent pa žena me pove, daj probi malo, ni zdaj, to smo že naredili. Hočem ta navdih, da se kot avtor in kot izvajalec razvijamo naprej, to si želim. In bom delal na tem. Ne? Zdaj, kam bo to prepeljalo, pojma nimam. To težko povem za naprej. Jaz pravim, Joker out vejo. Jaz pač zmer, ko se mi odprejo neka vrata, stopam tja. Ko vidim, da so štenge, ko grem tja, grem po teh štengah gor, potrkam na vrata, ne, in grem not. Tako da, jaz sem tako, na tak način sem se nekako, ne bom rekel uspevam, živim, na tak način funkcioniram in dvomim, da lahko karkoli drugače. Jaz, če bi si začrtal, zdaj bom pa tako, bi ziher se zaletel z glavo v zid. Jaz mislim, da moram jeti go with the flow. Kaj pa cela slovenska glasbena scena, se ti zdi, da gre v dobro smer, se razvija? Vmes sva ugotovila, da je bil nek gap, si rekel, da je bil tako mogoče malo DJ obdobje. Ja. Večkrat so omenila Joker out, pa niso edini. Ne? Grejo v pravo smer, so ti novi bendi taki, da bomo čez 30-40 let se še pogovarjali o njih, jih še poslušali. To, kar sem prej omenil, Joker out, Murphy, Koala Voice, Jet Black Diamond, Kokosi, so še kakšni. To mislim, da so bendi, ki se bomo pogovarjali še o njih čez desetletja. Bolj me meni, vidim, ne govorim samo o glasbi, bolj me skrbijo stvari, kot so, da se ta razsvetljenost človeška, ne, ki se odraža v filmih, v glasbi, v politiki, v športu, da se zapira v neko konzervativno smer, ki se mi ne zdi dobro. Ne. Včasih si hotel biti avantgarden, pa si hotel biti poseben. Danes so vsi isti. Danes si ponavljajo en za drugim in je to slabo. In je ena sama sivina, se mi zdi, in zdaj, kdaj bo ta preskok, ki bo šel čez, ne? Smo Joker out so pokazali, da so bili drugačni, pa Murphy so drugačni. Mislim, so izjeme, ampak se mi zdi, jaz danes ne morem verjeti, kaj na študentskih žurih, kaj vse prevlečejo na oder. V mojih časih si mogel biti absolutno rock'n'roll avantgarda, danes klape nastopajo, pa harmonike na študentskih žurih. Ja, vem. To bo čez 10 let, to že zdaj vodi državo, tega se bojim. Te konzervativne scene na gasilske veselice. Ok, vse so bili tudi v naših časih gasilske veselice, ampak točno to, ne govorim. Ok, zdaj bova fulincovala jezne komentarje, ampak jaz se bojim tega, ker res to, da študentska scena tako zatohla. Kaj si oni predstavljajo kot, ne vem, ampak jaz mislim, da še zmeraj je del študentov, ki pač sploh ne hodijo na te študentske žurke, imajo neko svojo sceno. Da polagam, da bojo te mali, rekel, hipsteri, ne, predrli enkrat prelsle. In res v mojih časih si mogel nekaj pokazati, da je pa, ne vem, to me žalosti in me to bega. Ne. In jaz hočem z muziko jeti naprej, ampak scena, ta neka razsvetljenstvo človeško gre pa nazaj. Zraven gre pa tehnika, ki gre naprej. In zdaj to povežeš, človeštvo gre nazaj, tehnika gre naprej. Ja. Kaj si omenil, te skrbi, da bo AI pisal komade? Pa se to jih že piše. Ampak da te res ne bi rabili.
Ne, to me ne skrbi, ker te komadi so sicer čist proper, ampak so dolgočasni. Ne. Razumeš? Ne? Me ne skrbi to. Mislim, da kar se tiče nekega kreativnega posla, bo še zmer človek boljš naredil, kot umetna inteligenca. Je to, in umetna inteligenca v bistvu je za neke stvari zelo dobrodošla. Si kaj pomagaš? Ne, jaz zaenkrat ne, ker mi je ne da mi ponos mi ne da bi jaz šel, pa da bi si da mi rimo na stol ali pa rimo na roža. Ali pa, kaj pa če daš besedila vseh svojih najboljših komadov noter? Vse so že itak noter. Črn tulipa, Severa, da bi imel tak venček besedil. Makova polja, pa rečeš, da mi pa naredi na podlagi teh 20 čist hud nov komad. Pač v bistvu si to ti, na podlagi tebe. Škof bi to grozen izpadli. A misliš? Absolutno. To bi bila mešanica nečesa, ki ne bi imelo ne repa, ne glave, po moje. Nisem še probil tega. Plus tega je to že slišano, odigrano, odpeto. Zakaj bi to naredil? Povej mi en razlog, zakaj bi to naredil. A ni lepš, da najdem en nov, namest črn tulipa nek nov punchline, ali pa namest Led Severa, da najdem nek nov punchline. To mi pa ne more pomagati umetna inteligenca. Torej črpaš iz svojega življenja. Ja, pa vsako stvar, neko besedno zvezo, ko jo slišim, pa mi je the best. Pa si jo probam zapomniti. Okay, kaj je naslednji punchline? Ne znam ti povedati, rečemo. Moje pleme. Tvoje pleme? Ne, tvoje pleme. Moje pleme. Ja, sej tvoje pleme. Kaj pa je tvoje pleme? Ni, lahko je moja družina, lahko je cela skupnost, lahko je cel svet, razumeš, moje pleme je tako zelo in prav komad govori o tem, da jaz kot ustvarjalec, umetnik se znajdem v tej sceni, ki gre v bistvu nazaj, jaz hočem pa naprej. Kaj? A bo sam še večja razlika med mano pa med sceno, ali se bom probal prilagoditi sceni. Razumeš, ne? Skozi se poigravam, a je prav, da se mi prilagajamo sceni, ali ni prav? Ali je prav, da hočem biti, včasih sem hotel biti kot, ne vem, Bon Jovi, ko sem začel. Ne? Res? Ja, seveda, včasih imaš idole, pa sem hotel biti kot Rolling Stones pa Beatles. Zdaj nimam več teh idolov. Zdaj je, nimam, še zmer poslušam dobro glasbo, ampak ne na tak način, da bi tako čustveno se hotel biti nekdo. Ne? Dobro, to tudi z leti preraste. Tako. Ampak hočem sam reči, da rečemo, to je rečemo nek nov punchline, ki bo en komad, moje pleme, ki govori o tem, ki je malo angažiran. Okay, za konec, da narediva playlisto nekomu, 3 tvoje najljubši komadi. Povejte meni 3 tvoje najljubše fante, mislim. Kjer ti je bil najljubši? Vsi so bili dobri. Daj, nekaj ga bojo vsi jezni. Ja, no, v moji komadi bojo jezni, če bom izpostavil. Ne, 3 komadi od tujih. Tujih izvajalcev. Ja, tvoji 3 najljubši komadi, to, kar ti rad, ne, ker dvomim, da doma sebe poslušaš. Ampak 3 komadi, tvoji najljubši. Joj, velike muzike, ki mi je všeč, velike muzike, ki mi ni všeč. Ne vem, to je ful nehvaležno vprašanje. Karkoli bom rekel je... Mislim, ker jaz imam 3 moje najljubše, pa so že 20 let istine. Ja, jaz pa nimam. Jaz imam recimo Candy komad, ki mi je od mojega 15 leta všeč in ga poslušam še vedno in sem fan in so mi buvi vse, pač od forever imam to. Nikoli se ne pozamem. Jaz pa imam najboljše, meni se pa menjajo te najboljše. Jaz nimam stalne, meni se menjajo te najboljše. No, pa povej, kaj ti je v tem trenutku komad, ki ti je ful všeč. V tem trenutku. Da si bo investitorka nekaj vrtela, no? Ne, moram reči, da sem bil ful navdušen na to, kar je Maja poslušala, pa Max, pa Chris, ki so mi tale, kva je že bila Bad Boy, kar star komad že od Billie Eilish. Aha, ok. Billie Eilish mi je bil tako, fascinantno mi je, da je rečemo danes to njihov punk, ne? Hudo sproducirana glasba je to zdaj mulariji punk, ne?
ki je tak attitude. Ta komad je bil kar dober. Pol tudi Arctic Monkeys, kakšen komad, mi je čist hud. Pol kaj je že ta avstralski sam? Jack Johnson? Ne? To je že recimo enkrat meni všeč. Tame Impala in Ok. komad tako zelo random, ampak govorim zdaj to komadi, ki so me skozi par let zadnjih, ki so me tako res fascinirali, kako so hudi, ne. To. Ampak pa marsikaj še, pa marsikaj ne, pa tudi slovenski komadi so mi kakšni ful dobri, pa rečemo, vesel sem zdaj, bom šel, žena bova šla v Šiško, na en band Koj, ki imajo ta stari beograjski zvok EKV-ja, Party Breakersov. Okay. Priporočam. Jaz sem jih slišal, sem jih kratko, wow, to pa grem. Okay. In tako glasbo, rečemo, pogrešam. Koliko so stari? Pa tam okoli 28, 27. Aha, mladi, to ni, ko si rekel, imajo zvok, EKV in podobno. Ja, ne, ampak ne, to so mlajši, ampak imajo ta beograjski zvok, ko smo mi rekli, to so točno videli, da je prišel band, da je beograjska scena, Šarlo, Akrobata, Idoli, to je bila ta beograjska scena, ki je imela en specifičen zvok. In tako, imajo spet neko to zgodbo, nek ta zvok, hudi so, z veseljem bom šel to pogledati. Hvala lepa ti za tale obisk. Hvala tebi za povabilo. Vse dobro v novem letu, seveda. Tudi tebi. Čim več denarja od pravic in koncertov. Lej, če bo točno to, če lahko, bom tako rekel, če lahko bom od tega živel in si vlagal v svoje, sem kar zadovoljen, jaz ne rabim jahte, pa ne rabim ne vem kaj. Srečen sem, tako kot je. Lambota zlatega. Ne, nič zlatega. Ne. Hišica na podeželju, to si že. To. Okay. Hvala lepa še enkrat. Hvala tebi. To je bila še ena epizoda Investitorke v Prandi s Katarino Matečič. Srečno, uspešno v novem letu, lepo preživite december in se vidimo naslednjič v novem letu.